Ekipa Uni Maribor Grand Prix Engineering smo ena izmed dveh formula študentov v Sloveniji in vsako leto pod okriljem Fakultete za strojništvo v Mariboru izdelamo svoj dirkalnik, s katerim kasneje tekmujemo na največjih evropskih tekmovanjih Formula študent. Naša delavnica se nahaja le streljaj stran od Fakultete za strojništvo, v kateri se vsak dan dobivamo na debutni mladi študenti in tako ustvarjamo in snujemo ideje za naš nov dirkalnik. Ekipa Uni Maribor Grand Prix Engineering je bila ustanovljena leta 2010. To pomeni, da so leta 2011 odšli na svojo prvo dirkaško sezono. Prvi trije dirkalniki so bili izdelani iz aluminijastih cevnih šasij. Leta 2013 so cevni šasiji dodali tudi aerodinamični paket. Leta 2014 je ekipa izdelala prvi karbonski monokok v Sloveniji. Od takrat naprej smo pričeli zamenjevati vse materiale z eksotičnimi in dragimi alternativami, da bi prišparali na masi in dodajali togost. Tako so postala ogljikova vlákna in kevlar stalnica v naši izdelavi, prav tako titan in aluminij letalskega kakovosti. Osnova za GPE21 dirkalnik je bil GPE20 dirkalnik, ki pa ga zaradi pandemije COVID-19 nismo uspeli izdelati. Na GPE21 dirkalniku smo napram GPE20 dirkalniku nadgradili aeropaket, spremenili smo packaging pogonske enote, dodelali smo inserte in polnila na šasiji, spremenili smo pa tudi napeljavo za elektrosklop in dodelali dashboard. Samo podvozje dirkalnika je ostalo nespremenjeno, smo se pa na sklopu podvozja ukvarjali s kinematičnimi lastnostmi podvozja, izbiro togosti vzmeti in nastavitvah demperjev. Cilji GPE21 dirkalnika so bili zanesljivost, nizka masa, balans v počasnih ovinkih, izboljšanje hladilnega sistema in povečanje togosti s šasije ter odpravo odprtega kora. Sama osnova našega dirkalnika so gume Hoosier LC0. Vzmetenje in podvozje je podobno F1 sistemu, se pravi double wishbone za aktivacijo vzmetenja preko pull rodov spredaj in push rodov od zadaj. Na vsaki osi dirkalnika imamo nameščena dva demperja z linearnima vzmetema in anti-roll barom, ki preprečuje roll outa. Sama osnova za pogonski sklop je motor KTM SXF 450, sesalni in izpušni sistem, ki sta pa razvita tako, da ustrezata pravilniku. Na samem sesalnem sistemu smo omejeni z vstopom zraka, ker vozimo na etanol, smo omejeni z 19 mm restriktorjem, ter na izpušnem sistemu smo omejeni z glasnostjo, ta pa je 103 decibelov pri idle speedu in 110 decibelov na 7500 obratih. Sam menjalnik je 4-stopenjski sekvenčni. Zobniki menjalnika so standardni, ki pridejo skupaj z motorjem, menjalnik je pa prožen preko pnevmatskega cilindra. Sam shift time našega sekvenčnega menjalnika traja 0,2 sekundi. Prenos na zadnjo os, kjer imamo LSD, je rešen preko ketne. Z dvema verižnikoma in ketno imamo tako možnost nastavljanja samega prestavnega razmerja. Povezava od LSD-ja do samih koles je pa narejena preko pogredi. Ker je masa vozila pomembna na vseh področjih, se to tiče tudi samega dovoda za gorivo. Tam imamo razviti rezervoar, katerega volumen je preračunan tako, da je v njem zadostna količina goriva, da zvozimo 22 km dolgo dirko. Ta volumen pa znaša okrog 4 litre. Sam sklop šasije je ena izmed zadnjih komponent, ki se razvija. Sklop zajema ergonomijo, varnostne loke, crash strukturo in sam monokok. Sam monokok je en velik nosilec, ki poveže pritrdiščne točke podvozja z pogonom, kokpitom, aerodinamiko in elektrosklopom. Monokok, ki je izdelan iz enega kosa, je v celoti izdelan iz ogljikovih vlaken, aramidnega in aluminijastega honeycomba, rohacell polnila, za same inserte na pritrdiščnih točkah podvozja, motora in aerodinamike pa koristimo les. Na samem elektrosklopu se razvija še komponenta dashboard, na kateri imamo vozniki prikazane vse potrebne temperature, tlake, vrtljaje motora, prestavo, v kateri vozimo in čas kroga. Načrtovanje aerodinamike poteka virtualno. To pomeni, da si z računalnikom prvo zamišljeno geometrijo izrišemo s pomočjo 3D modeliranja,
nato pa simuliramo tok zraka v virtualnem vetrovnem kanalu. Kljub temu, da z dodajanjem aerodinamičnih komponent dirkalnikov zvišamo maso, nam te omogočajo hitrejše vožnje skozi ovinke, zaradi tega tudi uspemo na koncu znižati čas kroga. Po koncu izdelave pride tudi najpomembnejši del sezone. To je testiranje pred tekmovanji. Na tekmovanjih se ekipa običajno nikoli ne odnese dobro, če svojega vozila ne potestirajo. Glede na to, da so to vseeno prototipi izdelani in dizajnirani s strani študentov, pomeni, da potrebujejo vsaj približno kakšnih 50 km. To je približna razdalja, ki jo potrebujemo, preden sploh ugotovimo, ali avto deluje v skladu s pričakovanji, preden ga lahko začnemo zares testirati in nastavljati želene nastavitve, da smo lahko na tekmovanju uspešni, zanesljivi in konkurenčni. Vsako leto se predstavimo na vsaj enem kariernem sejmu, najpogosteje je to Informativa v Ljubljani, kjer predstavljamo naš dirkalnik in ekipo, kot tudi fakulteto za strojništvo. Našo ekipo trenutno podpira nekje med 50 in 60 sponzorjev, med katerimi je glavno podjetje Akrapovič. Ostali sponzorji so razdeljeni v več sponzorskih ravni, med katerimi je največ podpornikov, ki našo ekipo podpirajo s svojimi storitvami, kot tudi z danim materialom. GP21 dirkalnik je dosegal pospešek od 0 do 100 km/h v 3,5 sekundah, najvišja hitrost je bila 105 km/h, najvišji navor v območju od 6500 do 8500 obratov je bil 48 Nm na glavni gredi, kar dela z našim prenosom približno 700 Nm na zadnji osi. Najvišja moč motorja je bila 64 konjskih sil pri 7500 obratih. Najvišji bočni pospeški, ki smo jih dosegali v srednje hitrih in hitrih zavojih, so pa bili 2G. Kot zanimivost, avto z 75 kg težkim voznikom bi se pa lahko po stropu peljal pri 120 km/h zaradi pritisne sile. Člani, ki se tekom leta najbolj izkažejo, lahko za nagrado svojo ekipo zastopajo tudi na tekmovanjih. Tekmovanja izgledajo tako, da se najprej vozilo pelje na inšpekcijo, kjer tudi inšpektorji preverijo, ali je izdelek izdelan v skladu z vsemi normami in pravili, kot so zapisane na začetku leta. Samo tekmovanje se nato deli na statične discipline in dinamične. V statičnih disciplinah predstavljamo ekipo in svoj izdelek kot nekakšno firmo. V cost reportu popišemo vse stroške in izdelavo, v biznis planu, kako bi mi svoj izdelek tržili na javnem trgu, in pri design eventu razložimo, kakšne so bile naše ideje in zakaj smo se odločili za takšne inženirske rešitve, kot smo se. V dinamičnih disciplinah pa preizkusimo tudi dinamične lastnosti svojih dirkalnikov. V Accelerationu se preveri pospešek dirkalnika, kjer sta ključna moč in masa. V Skidpadu se preverijo dinamične lastnosti in kjer proga predstavlja osmico. Autocross si lahko predstavljamo kot šprint, približno 1 km dolgo progo, kjer zmaga tisti, ki najhitreje pride od točke A do točke B. Sledi kraljevska disciplina Endurance. Endurance ali vzdržljivostna dirka je dirka dolga 22 km, ki jo vozita dva voznika in se menjata na polovici razdalje. Vkolikor uspešno zaključimo vzdržljivostno dirko, pa se dirkalniku izmeri tudi njegova poraba. Doslej je ekipa dosegla kar nekaj nagrad. Ena izmed najpomembnejših za izpostaviti je prestižna nagrada podjetja Mercedes AMG, in sicer za implementacijo pogonskega sklopa. Dosegli smo tudi nagrade za najboljše inženirsko znanje na tekmovanju, med drugimi pa so tudi bile nagrade za naše dinamične dosežke. Med drugim smo skoraj na vseh dinamičnih disciplinah posegli po stopničkah, razen pri pospeševanju, kjer je najboljši rezultat 4. mesto. Seveda pa ni vse v vozilu. V ekipi se ponašamo z odličnimi vozniki, kar tudi potrjuje nagrada za najboljšega dirkača na tekmovanju.